Zdravo, moje ime je Jan in to je Excel za težake. Danes si bomo pogledali funkcijo VLOOKUP. VLOOKUP je iskalna funkcija, ki po prvem stolpcu neke tabele oziroma matrike poišče določeno vrednost, nato pa nam prikliče neko drugo vrednost iz stolpca. Poglejmo tole tabelo. Tukaj imamo tabelo različnih izdelkov z različnimi ID-ji. Vsak ID v tej tabeli je tudi unikaten. V drugem stolpcu imamo ime izdelka, njegovo kategorijo, ceno in pa koliko izdelkov imamo na zalogi. Desno od naše tako imenovane matrike imamo določena polja, ki želimo, da jih VLOOKUP zapolni. Tukaj notri bomo torej vpisali recimo nek ID 2002 in funkcija VLOOKUP bo šla pogledat po prvem stolpcu. A je to 2002? Ne. A je to 2002? Ne. A je to 2002? Da. In potem nas bo vprašala, ok, kaj pa naj zdaj prinesem nazaj? To vrednost? Ne. Eno bolj desno, v stolpcu izdelka. Tole. Kateri stolpec je ime izdelka? Številka stolpca se gleda ne na podlagi stolpcev v Excelu, ampak na podlagi stolpcev v matriki. Za nalašč sem vstavil en prazen stolpec, da vidimo, kako v resnici moramo stolpce oštevilčiti. Tale stolpec, začetni v matriki, po katerem funkcija VLOOKUP išče, je prvi stolpec. Desno od njega je drugi, nato tretji, četrti, peti in tako dalje. Funkcija VLOOKUP ima eno veliko omejitev. Namreč išče po prvem stolpcu in samo desno od tega prvega stolpca. To je definitivno nekaj, na kar morate biti pozorni, ko oblikujete vaše tabele in želite uporabljati funkcijo VLOOKUP. Postavimo se torej v celico I3, kjer bomo napisali znak za je enako in pričeli pisati VL, kjer se nam že v spustnem seznamu prikaže ime funkcije in pa njen opis v oblačku. Pa jo izberimo s tipko tabulator. Da nam bo zadeva malo lažje, si prikličimo F od X, pogovorno okno za vstavljanje funkcije. Kot vidimo, ima funkcija VLOOKUP 4 argumente. Prvi 3 izmed teh so krepko obarvani, kar pomeni, da so obvezni. Prvi argument, iskana vrednost, je vrednost, ki jo bomo v temle seznamu iskali. To je seveda naš ID. ID tu zgoraj, ne tukaj. Tukaj le iščemo. Iščemo pa to. Pa pojdimo v drugi argument. Matrika tabele. Naša matrika se začne v celici B2 in pa gre vse navzdol do zadnjega podatka, do F12. Številka indeksa stolpca, kot smo povedali, je, iz katerega stolpca naj potem vrednost vzame. Poiskal bo vrstico, iz katerega stolpca pa naj zdaj vzame. To je prvi stolpec, drugi, tretji, četrti, peti. Ker želimo ime izdelka, bomo torej napisali številko 2. Obseg iskanja je sicer neobvezno polje, vendar ga bomo v večini primerov morali napisati. Zakaj? Kot vidimo tukaj v opisu argumenta, lahko tukaj notri vpišemo dve vrednosti. True ali pa false. Če pustimo polje prazno, bo to enako, kot če bi napisali true. True pomeni, da naj funkcija VLOOKUP išče približno ujemanje. Če pa napišemo vanjo false, pa bo iskalo natančno ujemanje. To pomeni, da bo poiskalo točno 2002, ne pa mogoče 2001 ali pa 2000 ali karkoli drugega. Ker želimo točno ujemanje, bomo v argument obseg iskanja napisali false, false. Ko potrdimo z v redu, vidimo, da se nam izpiše ime izdelka. Če zdaj ID zamenjamo v recimo 2001, se nam tudi polje posodobi. Pa dajmo poskusiti kopirati navzdol, da ne rabimo formule še enkrat pisovati. Kot vidimo, je nekaj narobe. Pa dajmo dvoklik v kategorijo, kjer vidimo, da se nam je premaknilo dvoje. Matrika se je premaknila za eno vrstico navzdol in prav tako sklic na iskano vrednost. Namreč obsega nismo fiksirali. Pa gremo ven iz funkcije z gumbom Escape, pa pobrišimo vse 3. Da te vrednosti ne bomo rabili fiksirati, si dajmo ta območja poimenovati. Tako bomo lahko z njimi računali tudi iz drugih
delovnih listov. Označimo torej našo iskano vrednost ter ime vrstice, torej ID, in s kombinacijo tipk Ctrl+Shift+F3 izberimo imena na podlagi izbire. Zares se ime nahaja levo od naše vrednosti, torej v levem stolpcu, in potrdimo z vredu. Če vam sploh ni jasno, kaj smo trenutno naredili, vam močno svetujem, da si ogledate video poimenovanje območij. Zdaj pa še označimo celotno matriko in ji pod zavihek formule, skupina določena imena, določimo ime. Ime naj bo matrika 1, brez presledka, in potrdimo z vredu. Zdaj bo pisanje funkcije malo bolj enostavno. Napišemo torej VLOOKUP, tabulator, in si prikličimo pogovorno okno za vstavljanje argumentov. Iskana vrednost je tale ID, vendar vanj ne bomo kliknili. Lahko bi sicer kliknili, prikaže se nam njegovo ime. Če se pa njegovega imena ne spomnimo, pa lahko prikličemo seznam imen z funkcijsko tipko F3. Izberimo torej ID. Lahko bi tudi vpisali črko ID, bi bilo popolnoma enako. Postavimo še našo matriko F3, matrika 1. To je preprosto zato, da ne rabimo označevati in potem fiksirati. Lahko pa bi, če bi želeli. Številka indeksa stolpca pa tokrat ne bo 2, ampak ker iščemo kategorijo, bo 3. Obseg iskanja bo spet false, vendar lahko namesto, da pišemo false, napišemo preprosto številko nič. Nič pomeni false, 1 pomeni true. V redu. Tokrat pa lahko funkcijo kopiramo navzdol in popravljamo le številko indeksa stolpca. Torej namesto iz 3. mi daj ceno, ki je v 4. Torej popravimo 3 v 4. Enter. In enako naredimo z zalogo. Namesto 3 damo 5. Če zdaj spet spremenim ID v 3001, dobimo nagrobne sveče. Tale matrika se imenuje tudi naš šifrant, zato je tudi delovni list poimenovan tako. Tukaj notri so torej zapisane neke šifre, po katerih nato iščemo neke druge vrednosti. Ta šifra ID ni nič v bistvu drugega kot pa črtna koda na izdelkih, ki jih kupujete. Ko blagajničarka torej skenira vaš izdelek, se tukaj le izpiše ID, recimo 2001, nato se pa na zaslonu in računu izpiše ime izdelka, cena in tako dalje. Pa gremo na zavihek VLOOKUP, pa dajmo tukaj v celico B3 pisati spet VLOOKUP. Tokrat pa bomo poskušali rešiti funkcijo brez uporabe pogovornega okna za vstavljanje funkcije. Tukaj spodaj imamo namreč oblaček, ki nam zelo pomaga pri ročnem pisanju funkcij. Odebeljena vrednost nam pove, v katerem argumentu se trenutno nahajamo. Iskana vrednost, to je tale ID. Zdaj, če tukaj vpišemo ID, bo ta ID v bistvu od tistega lista, ne? Zato, ker kliknimo nanj in ga fiksiramo z funkcijsko tipko F4. V drug argument se, kot nam nakazuje balonček spodaj, premaknemo s podpičjem. Odebeli se drugi argument, matrika tabele. Pa da ne pišemo matrika 1, dajmo klikniti funkcijsko tipko F3 in izberimo matrika. Spet gremo v drug argument s podpičjem. Številka indeksa stolpca je pa za ime številka 2. Naš obseg iskanja pa je, tokrat v ročnem pisanju pa se nam prikaže spustni seznam za true ali false. Med njima se lahko premikamo s smernimi puščicami in izberemo s tabulatorjem ali dvoklikom. Pa potrdimo v redu in prekopiramo navzdol ter samo spremenimo številko indeksa stolpca. Tukaj zraven pa imamo malo drugačno situacijo. Namreč te indekse si ni lahko zapomniti. Lažje bi nam mogoče bilo, da izpišemo ime nekega izdelka, recimo mleko, VLOOKUP pa nam na to prinese ostale lastnosti. Pa dajmo recimo pod ID napisati je enako, VLOOKUP, pa si dajmo tokrat vseeno odpreti pogovorno okno za vstavljanje funkcije. Iskana vrednost bo E2, pa jo dajmo fiksirati z F4. Matrika tabele pa tokrat ne bo enaka kot prej. Zakaj ne? Gremo na zavihek šifrant, pustimo pogovorno okno odprto in gremo na zavihek
šifrant. Namreč rekli smo, da funkcija VLOOKUP išče po prvem stolpcu naše matrike. Prvi stolpec naše matrike pa je v tem primeru ID. Mi pa bomo iskali po imenu. Zato moramo matriko tabele spremeniti na območje od C2 do F12. Pa dajmo označiti. Preden se premaknemo v naslednji argument, si poglejmo problem, s katerim se pogosto soočimo v funkciji VLOOKUP. Če želimo priklicati vrednosti, ki so levo od našega prvega stolpca, je to v bistvu nemogoče. ID-ja s funkcijo VLOOKUP torej nažalost ne bomo mogli priklicati. Pa dajmo vpisati tukaj številko 2. Obseg iskanja pa bo natančno ujemanje, zato zapišemo številko 0. Preden potrdimo z v redu, pa moramo to celotno matriko še fiksirati. Označimo torej kar celoten argument in pritisnemo F4. V redu. Zdaj bomo lahko kopirali navzdol, tako da se nam matrika ne bo pomikala navzdol. ID-ja ne bomo mogli poiskati, zato ga kar zbrišimo in pa spremenimo le številko indeksa stolpca. Cena je torej v 3., pijača pa v 4. Pa se postavimo še na VLOOKUP true, pa si oglejmo še scenarij, v katerem bi uporabili VLOOKUP z argumentom true namesto false. Tukaj imamo kot neke vrste račun, pa v celico D11 izračunajmo seštevek. Če imamo odprt zavihek formule, lahko kar kliknemo na zgornji del gumba samodejna vsota. Zdaj mogoče bomo še vrstice dodajali, zato lahko kar potrdimo z Enter. Dobimo seštevek vseh zgornjih vrstic, tokrat pa želimo, naj nam funkcija VLOOKUP prikliče popust. Torej od 0 do 200 evrov dobi stranka 0% popust. Od 200 do 400 dobi 5%. Od 400 do 500 7 in od 500 dalje 10% popust. Pomembno je, da so tile kriteriji razvrščeni naraščujoče. To je torej naša matrika. Iskana vrednost pa je tale. A lahko najdemo to vrednost nekje tukaj notri? Ne najdemo. Zato je potrebno izbrati približno ujemanje, ne natančno. To so neke vrste v bistvu razredi. Pa se postavimo v celico D12 in zapišimo je enako. VLOOKUP, pa si odprimo pogovorno okno za vstavljanje funkcije. Naša iskana vrednost bo tale. Matrika tabele so tile podatki. Načeloma bi lahko označili tudi skupaj z naslovno vrstico. Številka indeksa stolpca, iz katerega naj prinese vrednost, je 1, 2, želimo popust, 2. In pa obseg iskanja tokrat ne bo false, vendar true. Torej zapišemo 1. Potrdimo z v redu. Če zdaj spremenimo količino na recimo 250, se tudi funkcija VLOOKUP temu primerno prilagodi. Pa izračunamo še, koliko imamo za plačilo. Je enako naš skupaj krat 1 minus 10%, zaklepaj in Enter. Dajmo skočiti nazaj na naš VLOOKUP, pa si oglejmo celico E2. Zdaj, če tukaj spremenimo E2 v recimo mleko, se nam pravilno posodobi. Če napišemo čaj, ne najde. Saj moramo napisati točno čaj bio 250 ml. Vseh izdelkov pa si seveda ne moremo zapomniti. Zato bi bilo super, če bi tu imeli takšen en spustni seznam, ki bi nam pokazal vse izdelke, ki jih imamo, mi bi pa na to samo klikali. Tukaj spodaj pa bi se prikazali rezultati. To si bomo pa pogledali v naslednjem videu. Namreč spustni seznam je naslednja tema. Tako da, če se še niste naročili, se dajte, da videa ne zamudite. Ne pozabite pa tudi lajkati mojo Facebook stran Office tečaji. A ja, pa če vam je bil video všeč, dajte tudi thumbs up mogoče, ne? Lepa hvala.